Smo plenarko za nagovorom jordanskega kralja, ki je bil zelo dobro obiskan sa strani poslank in poslancev. To kaže na zanimanje glede predvsem zadnjih dogodkov na Bližnjem vzhodu, glede na eskalacije, ki smo jim priča. In seveda Jordanija je tista država, ki je tako rekoč dobesedno med dvema ognjema, to pravi med izraelskim in jordanskim. Jordanski kralj ima sloves, vsaj tukaj v parlamentu, kot pragmatičen zastopnik svojega naroda in politik mednarodnega kova, ki je že desetletja prisoten v tem dialogu in reševanju predvsem izzivov na Bližnjem vzhodu in je relevanten dejavnik tudi v eskalaciji ali pa morebitni pomiritvi. Tisto, kar je bilo njegovo osnovno sporočilo, je predvsem iskanje vezi ali pa nadaljevanje dobrih odnosov med Jordanijo in Evropsko unijo in predvsem je položil nam evropskim poslankam in poslancem odgovornost, da Evropska unija se aktivneje vključi v predvsem mirnemu reševanju teh konfliktov. Seveda odzivi so bili pozitivni na njegov govor, poleg seveda vseh drugih vprašanj in glasovanj, ki smo jih imeli danes in ki jih bomo imeli jutri, se seveda postavlja v tem trenutku seveda vprašanje reševanja konfliktov na Bližnjem vzhodu v Ukrajini. V zvezi s tem bomo imeli kar dve razpravi o Bližnjem vzhodu, o konfliktu v Bližnjem vzhodu danes in jutri. Jaz moram reči, da sem tudi kolikor le lahko aktiven na tem področju. Ravno danes smo sprejeli moj dosje, ki govori predvsem o omejevanju, dodeljevanju vizumov. Do tega orodja do sedaj še nismo poznali, tudi v vidu tistih držav ali pa predvsem tistih držav, ki kršijo mednarodnega prava in humanitarno pravo. Tukaj imam v vidu predvsem tudi Izrael, torej da bi Evropska unija uvedla ponovno vizume diplomatom, torej uradnim osebam. Od danes naprej smo na poti, da dobimo tudi to orodje. V naslednjih dneh nas čaka kar nekaj pomembnih glasovanj, ampak zdi se, da to zasedanje junijsko bo minilo kljub temu, da se zdi, da je svet v primežu konfliktov relativno mirno, ne bo bistvenih političnih debat v ospredju, se pa na nivoju vodstva Evropskega parlamenta odvija kar nekaj pomembnih razprav, kako voditi to hišo. Namreč čutimo evropske poslanke in poslanci kar nekaj odmikov od demokratičnih procesov, torej da se z argumentom moči, ne pa z močjo argumentov, odloča, kar ni bilo v navadi v tej hiši demokracije doslej. Torej vidi se, da se je ta kompozicija novega parlamenta drugače odziva na demokracijo, kot smo jo poznali naprej, in o tem bo potrebno kar še nekaj razprav opraviti, da se bo to početje omejilo v prihodnosti. Ustvarja se vtis, da so evropski poslanci glede Izraela zelo razdeljeni. Ali to drži? Tako je. Omejil bi to delitev na dva tabora. Eno je izključno samo okrog Slovenske demokratske stranke, kjer neomajno podpira početje Izraela, koliko razumem, da ne bom govoril o njihovem imenu. Imamo pa vse ostalo, vključujoč z Matejem Toninom z Nove Slovenije, predsednikom Nove Slovenije, ki ima drugačno mnenje, torej da Izrael je že zdavnaj prekoračil tisto, kar je bila osnovna paradigma, pravico do samoobrambe. Zdi se, da se, bom rekel, ta narativ spreminja tudi v Evropskem parlamentu, vse večje empatije v odnosu do žrtev vseh teh konfliktov na Bližnjem vzhodu in zdi se, da je Izrael dejansko pod pritiski, ampak kaj ko Združene države Amerike neomajno podpirajo početje Izraela, po drugi strani tudi izjave predsednice komisije niso v skladu z vrednotami, ki jih bi evropske institucije morale predstavljati, tudi vrednota miru. Tako da smo kritični tudi do naših voditeljev, ko govorimo o Evropske unije, ne samo do ameriškega predsednika. Kako mislite, da se bo situacija na Bližnjem vzhodu razrešila ali se bo sploh razrešila? Mi moramo delovati v upanju na mir. In kljub temu, da se včasih zdi Sizifovo delo in da je svet dejansko izgubil to osnovno paradigmo miru, moramo v njej ustrajati. To je naše delo, mi moramo to početi ne samo zaradi naše generacije, ne samo zaradi prihodnjih generacij, ampak tudi zaradi vseh tistih, ki so dali svoje življenje, zato da danes mi živimo v miru in da smo zgradili ta izjemen projekt, ki rečemo Evropska unija.
Torej ne gre tukaj vprašanje samo, kdo bo zmagal, kdo se bo umaknil v tem konfliktu Bližnjega vzhoda, ampak ima bistveno večje dimenzije ta konflikt, kajti posega se v mednarodno ureditev, v vladavino prava, v mednarodne institucije, torej ruši se vse tisto, kar se je gradilo od konca druge svetovne vojne do danes. Torej, ne samo vladavina prava, bi rekel, da človeštvo samo je pod velikimi pritiski in pred velikimi preizkušnjami.